tem trenutku ostaja tako, kot je. Naloga urada je, da se najprej vzpostavi, potem da začne stvari urejati na področju vodenja bolnišnic, na področju implementacije kakovosti in investicij in skozi investicije seveda se bomo lotili tudi področja nabav. Vendar to v tem trenutku zdaj ni naša prioriteta. Ta stvar lahko počaka pol leta, leto, ker stvari tečejo, so urejene, najprej je treba skozi analizo poslovanja bolnišnic videti, kako so te stroški, kje stroški so, kako so razlike med posameznimi bolnišnicami, za katere vemo, da so. In potem bo seveda vsa ta zadeva preseljena na novo ustanovljeni urad in kasneje, kot je bilo rečeno, tudi na agencije, vendar po tehnem premisleku, po analizi, kako zadevo najbolj zoptimizirati. Da to lahko naredimo, seveda moramo neposredno poseči v vodenje bolnišnic, pridobiti ustrezne podatke, dati bolnišnico na skupni imenovalec in znati s temi podatki seveda tudi upravljati. Tako da v tem trenutku sistem ostaja tak, kot je. Poskušali da bomo samo umiriti, stabilizirati. Tri ključne točke so, ki so že večkrat ponovljene, COVID strategija, primarna raven, čakalne vrste in od tukaj dalje, potem, ko bodo uspehi tukaj vidni, ko bomo videli, da smo na pravi poti, da bomo začeli. Vse to ne pomeni, da vzporedno stvari ne pripravljamo, ampak implementacija vsega tega, kar nas sprašujete, je mišljena za kasneje, ko obstoječi sistem stabiliziramo, ko umirimo na nek način strasti, če temu rečemo na našem zdravstvenem sistemu in ko zdravstveni sistem uspemo spet povezati v celoto.